Jaz pa grem na zeleno travco. Je normalno to, da nimamo več moralnih zadržkov? Da nimamo in niti ne poznamo več sočutja do sočloveka? Je normalno to, da nas danes, ko kakšne slepce vodijo skozi internet in novice tračev, hkrati pa se naslajamo ob tem in sam sebi govorimo: jaz pa že nisem tak. Kje si človek? Kdaj si izgubil svojo človečnost? Kaj je vzrok? Kje je vir vse te pizde? Ali je možnost, da pa tudi mi nismo normalni? Je sploh pametno biti normalen v svetu nenormalnih? Ali sploh lahko preživiš v blaznosti tako imenovanih novodobnih zombijev? Različni smo si. Vse pa se začne in konča pri, ne vem, spoštovanju mogoče sebe, drugih. Tudi če se ne strinjamo, se lahko spoštujemo, se lahko strinjamo, da se ne strinjamo. Preden mi deklic dol vrže, bom počakal, kaj bojo povedali Stanka, Judita, Natalja in Katja. To te puže me vse pomirjajo. Vidimo se to nedeljo. Koga nema, bez njega se može. Oddaja Ojoj. Nenormalno, normalna oddaja. Gremo pogledati, kaj se bo naredil. Lepo pozdravljeni v naši 6. oddaji Ojoj. Naša današnja tema pa je, kaj je normalno. In katera bo začela, kaj je normalno. Kaj je normalno? Za mene itak imamo ljudje fulanih obsodb, omejitev, prepričanj. In tudi jaz, seveda, kot vsak človek, ne vem, si misli, kolikrat si mislim, to ni normalno. To ni normalno. Tisto ni normalno. Ja, tisto ni normalno. Da hodiš recimo po zimi v kratkih hlačah. Za mene ni normalno. Moj mož, to zdaj skozi, zato pa ti zdaj zanimivo, takoj veš, da je tujc. Ja. Se ima sestra reka, takoj veš, da je tujc, ko je čisto drugačno oblečen. Kratke hlače na 9 stopinj. Pomem pa, veš, se vidi, da dan zjutraj sem imela pogovor o tem. In je rekel, lej Natalja, jaz grem iz hiše, ko je 25 stopinj noter, grem v avto, se tega te hiter zagreje, grem, ko gre na golf v Celje. Ko gre na golf, gre iz avta noter v tisti studio, ko ga imajo, in tam je 25 stopinj. In sem zlijen, da smo v dolgih hlačah. Če tega gledaš, veš, je čist res. On je Anglež in tam so drugačne temperature. Ja, pa ne, zdaj, ko je tule. Ja, ampak tam ste vi drugačnih temperatur navajeni in se mi zdi tako, da njegove celice ali pa DNK so k temu navajene, ne? Normalno, ne? Ja, normalno. On verjetno pri 25 stopinjah polet švica kolor. Ja, evo. Ja. Sam jaz sem zadnjič enega najstnika, bom rekla, videla. Jaz sem bila v bundi dolgo, zeblo me je, šal, kapa. On pa v kratkih hlačah in kratkih rokavih. Jaz tudi. Niti jope ni imel, Jaz tudi. gledala. Ne. Kak tebe zdaj ne more zdaj? Jaz tudi. Kaj če še pa laufat? Ni, hodi, domov. Kaj če pa že laufu, prej pa je pa hodil. Kot ga pa Šole, še šole. normalno. Šole. Mogoče je malo hiter šel v šole. Mogoče je bilo pa glih športno. Ta zadnja uro športno, bojo šel pa, ampak je mogel Da se ni kar nekaj časa iti peš do doma, no. Ja, verjetno se je... Bližje, kje je doma. Ja, no. Veš, ko takoj mi sodimo, takoj daš tiste presode, kaj je normalno. Pa v bistvu, kaj pa je sploh normalno, pa kaj je nenormalno? A sploh veš, kaj je normalno? Ne, to No ja. Norme določi družba, Ja. okolica in kar nekako so določene, ne navidezno, a ne? Kar določene so, to ni normalno, to je, to ni, to je. To je čist, v bistvu pa Jaz bi rekla, da od vsega je svoje prepričanje, ko si prepričan, pomisliš, to je tako. Ampak nič pa ni v bistvu definirano. Točno, res. To se pravi, normalno pa nenormalno, sploh nima meje. Ja. Sploh je niko, sploh ne veš, kaj je normalno, kaj je nenormalno.
kaj je normalno za tebe, je normalno, kaj ni normalno za tebe, ni normalno. No, to je, ja. Kaj za tebe, ja. Pač mogoče gledaš ti na sebe, ampak ne veš, kaj pa za enega drugega. Za enega drugega pa lahko Imamo čisto vsi drugačne. Se In mi če zdi, ti to- preveč izstopaš iz množice, mogoče to. To je, kaže za tabo. Jaz Nisi normalno. Poglej, kakšne lase ima, vijoličnica je pobarvana, ojoj, Ojoj. Modro, kaj vijolična, Ja, modro. ja. In takoj, ko izstopajo, vsi pogulijo. Vsi gledajo za tabo. Jaz imam izkušnjo, ko sem bila bolana psihično in sem bila v Vojniku. Sicer sem bila pol večkrat, ampak ta prvič, ko sem bila in ko sem prišla nazaj domov, tu v Savinjsko, sem sama bila ful obremenjena s tem, ko sem vedela, aha, šiši šla je. Ja, ona je bila pa tam, ona je bila pa tam, ona je bila pa tam. To ni normalno, a ne? Ona je psihični bolnik, to ni normalno. A je res normalno? A tisto, ko je pa na srcu bolan, to je pa normalno. Zakaj to? In zdaj recimo, kdo bo to oddajo gledal, bo rekel, to ta ni normalno. Javno je to povedala. Evo, to ta ni normalno, pa gre kaj takega iz ust in to ta ni normalno. Še eno Ja, dobro. a vidiš si, tako je nenormalno. Okej sem pa. Etiketo imaš. Dela dobim potrdilo. Šla iskat potrdilo. Ja, pa ko se pogovarjajo, pa reče, a viš ona, ko ni normalna, Kira, ona, res ni normalna. Da se pa sploh ne rabiš po imenu pogovarjati, ko boš že rekel, ona, ko ni normalna. Recimo, jaz poznam en tak primer, ki ga dnevno srečujem, v glavnem tam pred naš, tam kjer delam, hodi na klopco sedeti en gospod. In on se je sposoben tak od 9 zjutraj pa do, ne vem, rečemo par ur, sposoben pogovarjati na klopci sam s seboj in to na glas. Pametnim. Očitno sam s seboj s pametnim. Tako najbolj pametni. In včasih recimo prav slišim, ko nekdo reče, pa ni normalno. Zakaj ni normalno? A se mogoče vprašate, ali je mogoče psihično mogoče bolan, da ima neke težke izkušnje za sabo, da pač drugačno razmišlja, ali pa mogoče celo bolj pametno razmišlja, kot pa vsi ostali skupaj, pa se pač sam s seboj pogovarja. Ali pa da se mogoče sam sabo pogovori, zato ker mogoče nima nobenega, da bi se lahko z njim Tako. pogovoril. In je osamljen, v bistvu. Ja, In in on mogoče tako. noben ne zastopi. a Tako, veš. in on se sam s seboj pogovarja, smeji se na ves glas, on se od srca nasmeji. Ja res, on se prav od srca nasmeji. Super. In prav te izgleda, kot da bi imel enega pred sabo in s to osebo on govori. No, vse to pa mi. To pa mi vemo. To je za mene čisto normalno. Tako da, jaz tukaj ne morem kaj komentirati, ker to je za mene In mi je normalno. prav zanimiv, včasih, ko imam tistih 5 minut svojega relaksa, ne, ga opazujem, pa si mislim, kak je tebi fajn. To je to. To je to. Namesto da bi ljudje malo drugače obrnili, pa bi rekli, leto, ki je osvobojen, Ja. ga boli za Ja. vse, kar drugi mislijo, Ja. dela tisto, kar on želi. Pa eni to delajo doma za 4 stenami. To je to. Ja. Pa, mislim, svakamo čas, da on to javno dela, ne? Ja. Lahko drugi še vidijo. Ja. Tako si rekla, veliko Ja. ljudi se pa dol zapre, pa se v kuhinji sam s sabo pogovarja, pa na WC-ju, pa ne vem kaj še vse. Res je. Sem že parkrat slišala. Pravi, kjer je pa tu noter? Sama sem. Aha, v redu. Sama, v redu. Pol poznam še eno osebo, ki je cela potetovirana, ženska, res, ten obraz, vse, cela je potetovirana. Je zelo velika, močna in ogromno ljudi se obrača za njo. Ima se kdo že rekel, da ni normalna. Zakaj? Ker je cela potetovirana? Vse je njeno telo. Ker je močna? Ker res izstopa iz množice. A res? A zato ni normalna? Ja, prav. Ja, tako si ti rekla, da si drugačna. Tako Izstopaš. je normalno. Ja. Ker pokažeš, kaj si, ker te, kako se rekla, boli. No in recimo ljudje, ki pa recimo pridejo grejo na kakšne večje festivale, recimo v tujino, ne, tam razlagajo, to je za njih popolnoma normalno, da pride nekdo, ki je recimo, ne vem, ima ženska s ful celulita, s ful špeha, da kratko minico gor, kratke. To je za njih normalno. Je to Anglijo. Naredite Ja. to pri nas. Je to Anglijo. Vse bodo gledala, Ja. še slikali ta bojo. Ampak bo glih kontra, ti ne boš normalno obrličena, ti se boš oblačila kot kakva Mona Lisa.
Ja, bravo, ja. Vidiš, A nas v Sloveniji to ni normalno. kako je vse zaprto, se mi zdi, glede teh stvari, namesto da bi malo drugače pogledali, rekli, bravo ti, da imaš, a veš, tisto vse, Da si imaš tisto, upaš. ne da si upaš, da imaš tisto samozavest, da se pokažeš, kaj si. Jaz se pa ne upam, pa se pokažem za zaprtimi vrati, pa take malo bolj močne, si dajo pa kako kratko miniko, pa to doma. Veš, to je tako, zakaj ne, se si lepa. Se res. Pa veš, kaj te briga za druge ljudi, kaj mislijo? Se ti si tukaj za sebe, da se imaš ti fajn, zdaj pa če ti misliš, da te paše, pa imajo prijateljice, pa kličejo, kaj misliš, pa se slikajo, a mi paše. Pa veš, da prijateljice nekatere, tudi če ti bo ful pasalo, bo rekla, otroška, tam se ti špeh vidijo, pa to. Ker ljubosume pa je zraven. Ja. Pa veš, ti moraš vedno pri sebi pogledati, če te všeč, pa doj si gor, bud zelena, bud. A veš, se mi zdi, da jaz ne mar bam bolj drugačna gradara, ko sem šla v Anglijo, ker v Angliji je to čist, to ni vse. Ti se lahko oblečeš kot klovn v Angliji, ko te noben niti pogleda. Res, zato sem se jaz tek naučila, da ko hodim mimo ljudi, jaz jih sploh ne vidim, ker jaz sem v svoji glavi. Tako on, ko se pogovarja, jaz se skozi svojimi mislimi pogovarjam, skozi se z ljudniki pogovarjam, jaz se skozi v tem, da jaz sploh vidim, ne nobenega. A veš, kaj sem se naučila? Ker tudi jaz nisem bila videna v Angliji, ker nobenega ne briga, kaj si. Jaz imam svoje, ti imaš svoje, oblice, ti kako me briga. Kako ti paše. Ja, seveda, zakaj pa ne? Ja. Ker ti bo rekel, kako se boš ti mogel oblačiti, pa ker ti bo rekel, da ti to paše, pa kjer ima tisto pravico reči te stvari? Noben. No, če ena v službi, sem bila v zeleni tuniki. Wow, ne, Stanko, cela je zelena. Sem rekla, ja. Ja, pa končala. Ja. Dobro končala. Ja, samo to, da imajo, da kaj špuknejo ven, da malo stisne, a veš. Samo tisto, kaj šal, si ti, da bravo Stanka, ti res, kapo dol. Absolutno. Bodi tak, kar si. Točno Sam to. s tem ne škoduješ drugim, ne? Ja, S tem ne to škoduješ mi je drugim. važno. Ja, recimo, kaj je za mene normalno? Kaj za mene ni normalno? Za mene ni normalno mučenje živali. Absolutno ne. To pa res ni normalno. To ni normalno, se pravi, kdor muči živali, ima eno hudo psihično nasilje. Absolutno ne. Absolutno ne. Kaj za mene ni normalno? Vsakodnevno jutranja vožnja, recimo, ko si naredimo reševalni pas in se najde en padalc. Dobesedno, ki gre kar po sredini, mi vsi stojimo kulturno, nekako se skušamo približati evropskim državam po kulturnosti, ampak ne, mi še doskrat dokazujemo, da smo mi še daleč od tam, ne? Ja, in kaj ti rečeš, ko se tak padalec mimo padalec? Pa ta ni normalno. Pa ta ni A seveda, normalno. ti si prvo, ti smo, ko imaš etiketo gor, tisti, ko govorijo z drugim ljudem. Ker se mi zdi to obesnost. Veš kaj pa jaz pa tako No, kaj bi rekla? Bravo, da si upaš. A ti bi to rekla? 100%, to rečem. Absolutno. Če se upaš, pa če veš, da kršiš, pa če veš, da boš s tem kaznovan, pa vse narediš. To se pravi, da imaš, res, Rečemo, da imaš da pogum. imaš Ampak, pogum. a je to normalno? Mi vsi lepo čakamo, Kjer je pa rekel, da je normalno, da ti čakaš? Zakaj pa moraš čakati? ker bi prišli do kaosa. Do kaosa, te kar te pride. A čakaš, a ne čakaš, ker si pa živčna noter, pa pa zdoriš. No, v glavnem, seveda se pol vedno najde nekdo, ki to prepreči, ne? Recimo, ne vem, da kar zapelje na sredino in takšnega ustavi, ne? Zakon kar v svoje roke vzamejo, ne? Pa se spet vprašamo, a je to normalno? Ko je bil nenormalno stanje. Zato je to, veš, komerilni, čisto. Nekako skušamo biti, ne? Ampak vseeno včasih pa res doskrat v velikih stvareh rečemo, to pa res ni normalno. Meni ogromno ljudi reče, pa ti nisi normalna. Zakaj? Če sem tak spotan. Aha, ne? Vemo, ja. Kaj bomo dali za temo? Bom spotan govorila. Ker veš, včasih malo zaplešem, malo se posmejim, malo to, malo tako, včasih sem tak na skokico. In to eni ni normalno. Ko nisi
tak, ja, veš. A veš, do kam je pol, se vlečem kot megla. Moraš biti Govorim tak, o samih resnih temah. moraš biti tak kot drugi. Ne bom. Bravo! A ne smem dati tega otroka ven, ker bo namreč ta otrok je v meni ostal. Vse skozi otrok. Ja, eni ga zgubijo, eni so... Ne da ga moj. zgubijo, ne da ga zgubijo. Te mislijo, da zdaj so pa poletni Odrasli. Ja, zdaj se mora pa drugače obnašati. Ja, Moraš ja. se tako stiti, Napaka. kar tebe razveseljuje. Jaz imam pa tega otroka še vedno vse. Hvala Bogu, bravo ti. Bravo, jaz sem Ja, Ja, bravo. Ne, jaz sem to vedno... Skok, ne, recimo moj partner, Bog ne daj, ne? Bog ne daj, jaz ko mu vic povem, namesto da bi se smejal tako jaz, ne? Jaz se malam od smeha, opa, to je vse, kar bo naredil. Jaz rečem, a pa ni dober vic. Otrok, ja. Zgodbo. En gospod, če si se pelal proti Slovenjgradcu v Tiškem vrhu, je, če veš iz Velenja proti Tiškem vrhu, na levi strani je bila taka klopca, tam je imel tudi hišo, pa vse, vedno je imel tako brado, pa vse, pa tak, mislim, prijazen je bil, in je vedno na tisti klopci sedel, pa vedno mahal. Vsak mu je mahal, ja, vsak mu je mahal, ker mimo šel, in jaz vedno potrl oblačišči se, in mi je bilo prav, a veš, meni je bilo prav tek, drugi so se mu smejali, bilo tudi nor, to ni normalno, cele dneve je na te klopi. Jaz sem, kaj pa ne, meni je vedno polepšal dan. Čisto vedno, jaz smo vedno potrobljala in pa mahal nazaj, pa sem se nasmejala. A veš, ampak mi je res polepšal dan. Zato sem rekla, ko vidimo kjerga kauda, je nenormalno. Poglej, meni je drugačen stranič. Ja. Čisto doma, da bo drugače obrnil, pa boš videla, da je čisto okej. A veš? Ja. Ker tukaj tudi, rečemo, joj, sem rekla, tam je bilo pa tako že tesno, da sem rekla, skoro gremo domov. Bilo je za novo leto. Seveda, jaz sem bila dolgo v Angliji in sem si, spomnim se študirala, sem si prinesla čevlja z odprtim, z odprtimi prsti, a veš, mislim, te čevčke, ko se prsti lobi. Samo v Angliji je to normalno. Ja, pa to je normalno, ja, to mi gor nosimo, čisto normalno, a poletje v zimi, to so normalno. Ja, ampak jaz tudi nobenih štufov ne nosim, pa nič, tule tudi nisem imela nobenih štufov gor, pa nič. Da me je zeblo, ja, to moram priznati. Ampak videla smo šla samo na Tito trg za 5-10 minut, sem da pogledala tiste, ognjemeta, kaj je že bilo, pa smo se obrnila, pa smo šla. Kaj hujška, pa smo videla, ta je prišla. Veš, kako so to gledali, ne gledali, bulili. A veš, kako tega zučka mi nareš, kaj pa zdaj? Takoj si v središču, takoj si jaz bila ognjemet. Takoj, si se treba meni. Res. Pa še ženske, pa smo, poglej, lahko imam prte čevlja, pa zima, nobenega snega, nič ni bilo. A veš, da bi bil vsaj sneg, veš, da drugače bi si druge čevlje gor dala. Tako sem rekla prej, iz doma grem do avta, iz avta grem tako smo šla jest, pa iz gostilne smo šla na Tito trg, kar sem šla samo 3 korake. To je bilo pa tudi vse. Pa zakaj mi ni normalno? Pasalo mi je, jaz sem se lepo počutila, kot to tebe briga, vse. Točno tako. Če mene zebe, tako mene zebe. Točno. Zakaj me moraš ti, a veš, pa kjer je rekel, da poletni čevlji se lahko samo poletje nosijo? Kjer to reče? Pokaž mi enega, ko bo rekel, to mora biti fertik. Pa ni varianta, pa to jaz ne spremljam. Nikoli nisem, da nikoli ne. Tako si ti rekla, da si te pa na drugačen način. Ja. Ker tudi velikrat, če vidiš kjerga, kako hodi. Ko hodi. Pa da znovu normalno hodi. Nekateri imajo noge Na znak. hodi. Pa samo zakaj? Zakaj se sploh obremenjuješ z stvarmi, ko
se tebe ne tičejo. Beg pogled, če ti kaj ne paše, beg pogled. Če bi vsi te delali, še kaj bi bilo. Ja, Odlično. preveč. Nikoli ni preveč. Ja. A ni res? Ja, se popolnoma strinjam s tem. Jaz doskrat rečem, če kaj ne paše, ne se nabremenjuje s teboj. Navdikujte se tako. mene. To mojemu tudi velikrat rečem. Če ti kaj ne paše, tamle so vrata. Če ti kot partnerca ne odgovarja, tamle so vrata. Pa bo rekel, Katja, en kapčin. Ja, Rekel, Katja, po redu. se z menoj, ker živim in imam pravico do obstoja. Oprosti. Ampak to Ampak bo... njemu se to ne zdi normalno. A ne, ne. Ne. Samo, kako je zanimivo, da sta skupaj pol vidva. Jaz ti povem, nasprotja se privlačijo. Glavno, da nekje se. Privlači, ja. Kje ste že? Enkrat se spomnim, da sva šla v trgovino in on namreč, no to spet kaj je normalno, pa kaj ni normalno, in on namreč vedno od spodaj išče parking. In on se bo lahko 10-krat okrog peljal, da bo najdel parking. In jaz mu rečem, slušaj, to gre ogromno goriva, medtem ko mi krožimo po parkirišču, ne, parkiri gor, kjerkoli, samo pejmo čim prej, ne. Njemu se to ne zdi normalno in vedno se zaradi tega ful skregamo, ful. Jaz sem enkrat ven z avta stopila in sem začela poskakovati. Jo že vidim. Ker mi je nekaj v tem smislu rekel, da nisi normalna, vse, veš, kaj ni normalno, in sem začela poskakovati. In tako so me ljudi gledali in sem si mislila, pa briga me, kaj si vi mislite, ne? Ampak on spet to resno. Njemu to ni bilo normalno. Pa smo celo pot po trgovini hodila s takalim burkim. Tak na svojo, ne. In pa še vedno to ni bilo normalno, zato ker pač v redu, jaz sem izrazila svoje mnenje, ker meni pač to ni bilo normalno. Parkiri, ker je res konc koncev vse, ki parkiramo. Ne? Seveda. Zala, veš, tu sem pa jaz tudi. Moram priznati, da ko gremo v trgovino, parkira, ima so kručke začela. Zakaj ne moreš parkirati čist pred vrati? Tamle je parkir prav, mislim, da ne hodi vrata, veš. Ti pa jaz tudi, ti ne smem reči, ne. In potem sem že rekla, jaz ti bom dala pokojninski klobuk, da bojo vsi vedeli, ker to je pa absurd. Mislim, ona tudi včasih daje kakšne take stvari, ko meni niso normalne, ne? Ampak za njega so pa normalne. In smo spet tam, kaj je normalno, pa kaj ni normalno, ne? In ja, imaš prav. Zanimivo, da smo še skupaj. To je normalno. Kaj menite glede, rečemo, ko mi odraščamo, spravimo v šolo, pa moramo si delo najdeti, potem si dobiš partnerja, potem si poiščeš hiško ali pa stanovanje, otroke, da je skozi, da veš, Norme, kot to. Evo, jaz, ko sem bila iz šole fertik, sem se zaposlila in vse so že bile v parih, otroci. Jaz pa sama, pa vzgojiteljica. Lej, ona nima otrok, pa vzgojiteljica je. nekaj narobe, To ni normalno. Pa še zdaj, ker sama pa imam otroka, ne. In cajt, res priznam, sem bila s tem obremenjena. Zato, ker sem vedela, da se pričakuje od mene, da imela otroka. Pričakovanje. Tako, da se od mene pričakuje, da imela otroka. Jaz pa sama in pol to bolezen, ki imam, sem rekla, itak otrok ne bom imela. In sem se zavestno odločila, ne, zaradi tega. In sem prav mogla sama pri sebi predelati, da sem se nehala s tem obremenjevati. Sem rekla, kaj me briga, kaj vi pričakujete, jaz bom živela po svoje. Absolutno bravo. Pa za svoje dobro. Tako, za svoje dobro, pa za tem, da ne bom drugim nakopala svoje breme, za svoje življenje in da bom sama živela tako, da bom zdrava, pa da bom živela tisk iz sebe ven. Sam, a veste, da je to res ogromno ljudem nenormalno, da ženska nima otrok? In še danes je to pa nas. Jaz nisem normalna, pa... Dvesto, ne. Jaz se poznam kar veliko žensk, ki so se
se zavestno odločile, zdaj, a so tudi njihovi partnerji na to pristali, ne vem, pač v tem tako globoko nismo nikoli šli, ampak so se zavestno odločile, da ne bojo imele otrok. In za družbo niso normalne. Enostavno niso normalne. Jaz pa pravim, če si se tako odločil, si že vedel zakaj. Res Ali je. mogoče nimaš tistega materinskega čuta vse, ali se enostavno ne čutiš sposobnega vzgajati otroke, ali si rad preveč svoboden, Ali pa ne morejo imeti. to je, ali pa ne morejo imeti. To je njihova Ja. popolna izbira in zato ne rabiš obsojati, da ta oseba ni normalna, ker je popolnoma normalna. Sam mišljenje ima drugačno. Druga stvar, geji in lezbike. Ja, Za mene je to popolnoma normalno. Ne boste verjeli, koliko ljudem je to gnusno. pa obsojajo, res je. Obsojajo. Obsojajo. A Res misliš, da ko se rodiš, pa prideš tam do enega, rečemo 9., 10., 15. leta, da se en gej odloči, jaz pa ne bom Imel se odločil, ženske. jaz bom pa rajš gej. Ne. S tem Res je. se rodiš. Res je. Seveda, to so občutki, to Res S je. tem se rodiš in, Ja. in ne morem verjeti, koliko ljudi še ima vedno s tem probleme. Pa s prstom kažejo Ja. za njih, pa Ja. In to za njih ni normalno. Ja je, normalno je. Že je normalno, ali je normalno. To je popolnoma normalno. Zato sem pa rekla, če bi se vsi osredotočili malo na sebe. Tako. pa nehali gledati, kaj drug dela, Obsojati. tako obsojati. Obsojati, ja. Pa bi mogoče, namesto da ga obsoja, pa si mislil, lej, če pogledam iz drugih perspektiv, pa mogoče ga lahko razumem. Saj to je, ko ne vemo, kaj se A ne? za človeka dogaja, kakšne imajo pretekle izkušnje, kakšne ima mišljenje, konec koncev. No, pač, Ja. Vsak ima neke svoje izkušnje v življenju, pa neke naloge, ki jih v bistvu more sam Predelati, pa kje je točno Ja. narediti v svoje življenje. Točno, točno. Se tudi to, da živimo midve na koruci, po mojem, ni normalno. A ne? To je Če se normalno. že tako- Ja, ne vem, za nekatere ne. Pa ne, zdaj, če te pogledaš, kako smo mi odraščali, mi smo bili skozi odzorni. Jaz sem bila Ja. skozi odzorni, z drugimi otroki. Ja. Niso imeli interneta, niso imeli telefona, niso imeli Ja, nič. Nič, Smo se nič. vsi poslikali, tek skupaj, a veš, vedno si točno si vedel, kje so, sploh nisi rabo telefona, ker si že Ja. vedel, kje se dobivamo. Ja. Zdaj je pa to čisto drugače. Ampak kaj je zdaj normalno? Ali je zdaj normalno tisto, kar smo mi imeli, ali je normalno zdaj, kar zdaj imajo? Ker zdaj pa otroci sploh ne grejo nikamor ven, Ja. skozi Ja. na računalniku, na igricah, na to se sploh ne znajo pogovarjati več, ampak imajo drugačen jezik, kar mi ne zastopimo. To je res. Pa kaj je zdaj normalno? In mi rečemo, greš v gostilno, ko smo starejši in mi se pogovarjamo, naprimer, me bi bile, pa bi se pogovarjale, pa bi videla tam najstnike, le vsak na svojemu telefonu pa pijačo pil. Poglej, poglej, Ja, to je normalni. poglej. Ja, zakaj so sploh odzorni? Zakaj so prišli na pijačo, Ja. če se ne pogovarjajo? Ja, Normalno je samo preko SMS-a, ja, sam res. Svet se spreminja in tisti starši, ko se tega noro bojijo, jaz pravim, nič ne morate narediti. Normalno, to je popolnoma normalno. Da se spreminja. Tehnologija naprej. To je Tako. res popolnoma Vse normalno. več, kaj se to je to. Mi ne moramo Vse je vzgajati normalno. otrok, ja, mi ne moramo vzgajati otrok po istem kopitu, kot so nas vzgajali. Tako. Ker se je svet spremenil. Res Tako. jih ne moramo. Ja, Ni šanse, da ga vzgajaš po istem kopitu, ker ja, osnove temeljne ja. Tiste ja. osnovne vrednote, To ja, vrednote, ja, da ja. si dober, da Tako. kaj lahko, kaj ne smeš. Sočuten, To, empatija. Ampak recimo mi pa ni normalno, koliko otrok je psihično uničenih, Sam res. ker starši ogromno pričakujejo od njih. Ja. Ogromno, najboljši v šoli. Zakaj nisi tega pisal 5, zakaj ni bilo tega, zakaj na trening moraš obvezno iti. Halo? In Halo, puste jih, če se on po končani srednji šoli odloči, jaz grem pa zdaj živeti na Tajsko, pa se ne bom zaposlil v eni firmi, ker nočem tako živeti, starši znorijo. Starši dobesedno znorijo. sam res To je ni in normalno. mladi. Jaz pa pravi, moj otrok, če se bo pri srednji šoli, ko bo konec, spodbujala jo bom, da jo bo končala. Če bo pa ona do konca srednje šole rekla, mami, jaz ne želim živeti po sistemu, ki ga živite vi,
ali po tem sistemu, ki me omejuje, jaz bi šla pa naprimer na Norveško, izvoli, pej, skusi si, samo to, da vem, da si v redu, pa da se ne prodajaš. Ne? Kaj bi pa naredila, da bi se, to bo pa še ena tema, bomo to pustili A, za drugič. Bi tudi znala o tem kaj povedati, ampak pravim, zdaj tudi ta moment prosim, vse starše, ki svoje otroke prisilujete, da so po najboljšem, Tam je kamera. da morajo biti vsem najboljši, se motite, ker boste iz njega naredili psihično razvalino. Ne se razvijajo. Jaz tudi od Ele svojega otroka ne zahtevam, meni so vsi govorili vsak dan, Ela more brat, Ela more brat. Jaz sem tudi noter čutila. In so mi vsi govorili, da to ni normalno, ker jo ne silim brat. Jaz sem pa to noter čutila, da če jo bom sila brat, se ji bojo knjige dobesedno zasrale. Dobesedno zasrale. In pridem na govorilne ure in učiteljici povem, pač jaz otroka ne silim za brat, zato ker se bojim, da bi knjige postale odveč. Ona meni reče, vaša Ela najbolj bere v razredu. Wow! In sem rekla, evo, moj občutek, ker sem vedela, zakaj siliti otroka v nekaj, česar noče, No, jaz če je življenjsko ogrožen, ajde, pa kot drugo. Jaz nikoli nisem rada brala. Nikoli. Jaz tudi ful slabo berem. Še zdaj sliši, da slabo berem. Nikoli nisem rada brala. Ja, glej, nisi, pač Jaz sem nisi zato. ja, Sam nisi se zdaj, tem jaz razvila. pa zdaj v poklicu pa moram veliko, Ja. zdaj izboljšala, ne. Prej pa res, tudi jaz nisem dobro Jaz pa Sam vse enaka izboljša, vse Vse lahko izboljšaš. Imaš enkrat svojo željo. Ni Ja, njej. nimaš Ja. omejitve. V bistvu, kaj je norma? Norm sploh ni. Norme sami določamo in okolica in družba, v bistvu norme pa sploh ni. Se glih to je bilo moje vprašanje, ali normalno sploh obstaja? Ne. Obstaja? Ne. V glavih naših. Postaja, V naših glavah. točno, obstaja pri tebi. Ja. Kar je normalno za tebe. Ja. Kaj pa ni normalno, pa normalno za druge, pa naj te ne zanima. Ja. Stran se obrni, pa stran poglej. To je to. Se mi zdi, da je taka najhitrejša rešitev, da se ne ukvarjaš z drugimi. Ja. Ukvarjaj se sam s sabo. Ja. Če ti je všeč kaj, naredi. Če ti je kakšna cota všeč, pa misliš, kaj bojo drugi rekli, naj te ne zanima. Kup si jo, pa si jo rekla. Beg poglej. Nič kaj drugega, ker jaz bi sam to rekla. Tista, ko si upa stvari narediti po svoji normi, po svoji normalni, bravo ti, Ja. res bravo ti. Jaz bi to bi jaz zgor dvignila, ne da bi jo dal spustila tukaj, pa drugi spuščajo. Tako da bravo ti. Recimo, jaz sem imela, dokler nisem vstopila v ta duhovni svet, ne, jaz sem tudi imela težave z razumevanjem, kaj je normalno, kaj ni obsojanje. Zdaj, če mi pa kdaj na pride, recimo, tole pa ni normalno, se že v isti sekundi vprašam, pa kdo sem jaz, da bom sodila, kaj je normalno, pa kaj ni. Mislim, jaz sem mišljenje po letu pa pol nenormalno spremenila. In postala sem veliko boljša oseba. Res sem postala, ker prej sem bila, ne glede na to, koliko sem jaz brala, razne stvari in tako dalje, pa sem šele takrat spoznala, da sploh marsikaj nisem vedela. Ja. Zdaj pa recimo, ne, ko to si velikrat rečem, pa kdo sem jaz, da bi obsojala. Res pa je, recimo, da ne vem, že prej nisem obsojala gejev, raznolikosti in tako dalje, ampak kaj je bilo pa še večje odstopanje, ti sem pa že znala reči, pa to ni normalno. Zdaj pa ne več. A ti si padalec, ko gre bi bilo, ne? Ti pa še vedno reče, tudi pa ni bilo. Ostalo, tudi pa še bolj ni bilo. V bistvu je pa, veš kaj, živa resnica, da smo fovš, ker bi najraje šla No vidiš, si pa saj iskrena. Da smo fovš, da bi najraje šla za njem, pa so še jaz naredila istega mango pa. Evo, naslednje nalogo Maška moraš voditi. Ja, to imaš challenge zdaj. Izziv imam, pa da enkrat pridem uro prej v službo. Na televiziji napisali padalec in padalka. Povejte mi, kaj bi ti predlagala nekomu, ko
ta pritisk, ko mu reče, da to ni normalno, kot obsojanje. Kaj bi ji rekla? Jaz bi vam sam to rekla, da edini original si ti sam. Edini si in če živiš po teh normah, živi, ne te nič ne omejuje. Ker ti nihče ne more na tak način škoditi, da bi ti lahko svobodo vzel. Če razmišljaš prav, če nikomor ne škoduješ, pa kaj te briga, kaj da drugi je? Ja, bravo. Jaz tudi, ja, da si v bistvu edinstven, tako pač kot si, pa čim manj obsojati. No, pa mogoče včasih se v kožo drugega daš, čeprav težko je se včasih v kožo enega dati, ko ga ne poznaš. No, tako da sam pač čim manj obsojati, pa tako si ti rekla, to je tudi dobro. Kdo sem jaz, da bi obsojal? To se vprašajte. Zakaj? Ne rabim. Jaz bi tudi rekla, jaz sama nisem bila tako vzgojena, oziroma sem bila na vasi rojena in je bilo tisto, kaj bo kje rekel, a ne, da ne bo kaj narobe, a ne. Ne, živi po svoje življenje, zato si tu, da ga izkoristiš, ukvarjaj se s sabo in če bo zvest sebi, pol ti tudi ne briga, kaj bo sosed rekel, a ne? Ali pa družba, ali pa ne vem kdo še. Živi svoje življenje. Jaz si pa rekla, vsak dan si čestiti. Čestiti si, da si drugačna, pa bravo ti, pa res kapo dol, absolutno. Ja. Tako da upam, da vam je bil danes všeč, ker je bilo malo drugačna. Seveda, tako smo rekli, to se ne bo končalo, se bo nadaljevalo, dokler seveda nas bo tako ne bilo. Pa mogoče še pol. Samo sebe, ja, kaj pa ne. Ma zdaj rekli, leto, da so normalne. Tako da, hvala lepa in se vidimo naslednjo nedeljo. Čau. Čau!